Ta koncept, ki ga imamo zdaj, je zahojen. Pač trenutno je. Ampak pomagajte otrokom preživeti, da jih ta sistem ne bo uničil. Ker ni bolj ali manj. Veste, ene povzdignemo, da so odlični, da so ne vem kakšni, eni pa, se veste, tam tisti bogi revčeki. Avstrijski dokumentarec Abeceda je prinesel podatek, 98% otrok je visoko nadarjenih. Ampak vsak je nadarjen z njemu lastnim koktejlom inteligenc. Mi z Magdo smo tule zdaj pila čudovit jabolčni sok z ingverjem in če bi imeli mi različne sokove, pa bi poskusili, pa bi jaz rekel, moj je dober za to ali pa čajčke, ne? Pa bi vi imeli drugi sok, pa bi rekli, moj je pa dober za to pa to, ne? Vi bi rekli, moj je dober pa za to pa to. Vsak bi rekel, ta je pa dober za to pa to. Za čaje to znamo, zakaj nismo sposobni pri vstopu v proces oblikovanja otrok, vrtec, šola, tega narediti pri otrocih. Ne? Zakaj ne prepoznamo, ta je pa dober za to, pa to, pa to, pa to. Ne pa da zbijamo točke. 98% otrok visoko nadarjenih, na koncih pa prepoznamo za takšne 2%. A si predstavljate šiviljo, ki bi od 100 srajc dejansko jih 98 zafušala, 2 pa naredila prav. Ja, to je vrhunec našega pedagoškega uspeha. Ta koncept izobraževanja. Ne, vsak je polnovreden, ni bolj ali manj. Vsak ni samo racionalna inteligenca. Tisti, ki cenijo racionalno inteligenco, je najbolj znamenitih, brihtnih filozofov, Heidegger prejšnjega stoletja, je bil velik fan Adolfa Hitlerja. Kaj ti pomaga sam pamet, če ni posvečena z duhovnostjo, če ni posvečena s srčnostjo, če ni posvečena socialnim občutkom? Ni sam racionalna, ki jo zdaj merijo. A je kjer srečen zato, ker je pameten? Ne, jaz ga še nisem videl. Videl sem vesele otroke, ker so jih starši vrednotili, če so imeli 5. In pa so bili veseli, da so dobili 5, srečni pa niso bili. Ker srečni bi bili, če bi bili objeti in sprejeti v svoji dejanski osebni resničnosti. Ampak na te starše se vrši pritisk družbe in ker starš želi otroku dobro, da mu bo ratalo v tem krasnem, norem svetu, ne, potem otrok igranje je pričakovanje staršev, da je pohvaljen, da potem stopi tam med izbrane zlate ali pa ne vem kakšne maturante, to je bedasto do konca. To je zahojeno, to je ponižujoče. A je tisti, ki zna lepo narediti stolček, manj vreden od tistega, ki, reši neko matematično formulo? Ne, ni. Vsak je polnovreden v svojem. Zato je treba začeti, če že vrednotimo racionalno inteligenco, enakovredno vrednotiti čustveno inteligenco, estetsko, duhovno, praktično, socialno inteligenco je cel kup. In nehajmo prepoznavati, v čem je dober čaj, začnimo tudi končno otroke. To so živa bitja. In niso otroci zlorabljeni samo na nivoju telesa. Pedofilija je tudi čustvena, je tudi duhovna. Nehajmo zlorabljati otroke, za interes pisano z veliko. Prebudimo se. Čas je, da se prebudimo, kaj ti trpijo otroci. Dokler bo od tolikih nadarjenih, na koncu, kakor odličnih, pa ne vem kakih zlatih, samo toliko, vemo, da je to ena taka, bi rekel, Bog se nas usmili. Kako bodo gledali v zgodovini naš čas? Če mi pravimo, srednji vek je bil mračen, čujte, pa smo mi v čisti temi. Vsak je polnovreden. In vsakega je treba prepoznati, ti si. In prepoznati, tu imaš talente, in prav tako je treba prepoznati, kje pa ni. Zakaj? Je zato, ker je tam pedagoški optimum za vzgojo sodelovanja in dopolnjevanja.
Ne? Tam, ker sem jaz močen, lahko pomagam tebi, ampak tudi jaz imam šibko področje, tam boš pa ti pomagal meni. Ni bolj ali manj vrednih. Vsak na svojem področju dopolnjujoč. Kaj se pa zdaj zgodi? Še vedno pridejo otroci v šolo in potem pri telovadbi igrajo med dvema ognjema. In jih polarizirajo, ene in druge, in pa se grejo zbijanje šibkih členov. Kakšna pedagogika? To je pedagoški škandal. Platon bi se pokrižal, pa čeprav se takrat še niso križali. Razumete, to je noro. Platon je opozarjal, pazite, kaj dajete otrokom, kakšne zgodbe, ker usodno zasnemujejo njihovo miselno shemo. Mi pa še predn grejo v šolo, kaj jih igramo, učimo, človek ne jezi se. Ne? To je splošna igra. Ja, pri tej igri v tebi vtisne v spomin. Misli sam na sebe, na svojo familijo, druge preskakuj, še boljše, če jih vržeš ven. In tisti, ki izgubi, mora biti kot najnižja indijska kasta pari, ne sme se jeziti, mora v danu prenašati. Ali pa mikado, ne? Te palčke, ne? Ja, to je vaja v natančnosti tudi, ampak je pa tudi vaja o tem, kako gledaš drugim pod prste in kako jih ven vržeš. Pa imamo to na službenih mestih, ne? To so nas utirili, ampak to so nedopustni. Kje so te, bi rekel, pedagogi, da bi domislili igre, ki so igre dopolnjevanja in sodelovanja? Pa gremo pač v košarko, v fuzbal. Sem gledal, ko so Hrvati enkrat nekaj zmagali, kaj za ilustracijo sociološko. Veste, kaj je to bilo? To je bilo kot v vojni. Mi smo jih premagali. Mislim, to je bilo noro. To je kadili se od tistih dimov, od tistih žarečih ognjemetov, kaj je bilo tam, ne? Gledajte, Platon, kaj je rekel Platon? Platon je rekel, vadite sodelovanje, dopolnjevanje. Kje so naši pedagogi, da dopustijo bi rekel, to nepedagoško v vzgojnem procesu? Pa zaključek, ne bom rekel, kjer je en kraju, 8. razred dobijo za nagrado še paintball. In pa mi je rekel eno tam mladih, kak je bilo ful dober, ko sem ga šicnil, škoda, da ni bilo zares. Ja, to je simbol, to je igra, ki te utiri miselni koncept. Kaj mislite tisti, ki podtikajo igrice vizualne, da ne vejo, kako škodo delajo? Ne, oni vejo, zakaj delajo to škodo. Oni vejo, v kaj ukalupljajo, v kaj utirjajo misel. Niso bedaki. Črna psihologija, veste, tam so najbolj plačani psihologi, ki služijo interesu, pisano z veliko začetnico. Ne? Ampak mi se moramo zdaj prebuditi, pa se reči, več se tak ne gremo in domisliti alternativo. In alternativa je, namesto med dvema ognjema bomo kaj naredili? Bomo dali inštrumentke, take, ne? In bomo dej skušali z raznolikimi inštrumenti, bomo skušali najti sozvočje. Ne? Mi Slovenci pojemo štiriglasno, fantastično v harmoniji. In ko sem bil v kaki fari, pa ni bilo altistk, sopranistke niso bile srečne, da ni altistk, ampak so iskale. Tenori so iskali, ponavadi so tenorje iskali pa base, ne? Ja, in zakaj? Ker so hteli, da je pestrost glasov in potem so rabili zborovodja, ki je to pestrost glasov znal uskladiti v skupni cilj, to je pa v harmonijo. A mislite, da si kjer zbor želel takega zborovodja, ki bi te glasove še bolj razštelal? Tako kot mi dejansko se postaviš na eno stran ali pa na drugo stran, je isto, ne? Sem bil na Razborju pod Lisco, so bili vici, da kar Bogu ni ratal, je vrgel čez Savo na Krajinsko. Ko sem šel tja na obisk, so mi pa rekli isto, kar Bogu ni ratal, je vrgel na Štajersko, ne? Pa se pa gremo to polarizacijo in ognjevito, ne? In mi stopimo za tisto in smo borbeni. Smešni smo. Otročji. Ne otroški. Otroško je dostojanstveno, ampak otročji. Ker smo padli v koncept polarizacije. In to mi Slovenci v Lučah pojejo celo 6 glasno, v Solčavi 8 glasno, ki znamo v raznolikosti glasov
najti harmonijo, ki smo sposobni v raznolikosti razmišljanj poiskati to, kar je za narodov skupni blagor. In v kaj smo se pustili zmanipulirati? Ne v dvoglasje, v enoglasje na vsaki strani, ki kriči drug proti drugemu. V kaj smo se Slovenci pustili zbanalizirati, pa ne, veste, deli in vladaj. Ti papeki, ki so voditelji teh polarizacij, ne, so plačani eni in drugi, berite dokumente, vse tisti, ki manipulirajo, vse objavijo. Mi imamo ene in druge, mi plačujemo ene in druge, zakaj? Da nas delijo, da nam potem oni vladajo. Dokdaj bomo še to pustili, Slovenci? Sposobni 4-glasnega petja, celo 6 ali 8-glasnega petja v harmoniji. Dokdaj bomo pustili to kaotičnost, to zmedo? Kdaj se bomo prebudili? Kdaj se bomo ozavestili v svojem narodnem dostojanstvu? Kdaj bomo te zborovodje, ki nas razštelajo, rekli, ne, mi se več tak ne gremo? Dokdaj bomo še gledali po televiziji, malo sem pogledal na soočenje, ko so rekli, da ne pogledam, ki je bilo zelo komično, je bilo res, mislim, dokdaj bomo pustili, da voditelji delijo na eno stran ene, na drugo stran druge, in pol, jaz vem, da ni denarja za zabavne oddaje, ampak naj ne delajo iz tega zabavnih oddaj, ker je bilo res skrajno zabavno. Od vseh akterjev tako zabavno, ampak za narod pa žalostno. Ne? Smešni so bili tisti tam, ja, smešni so bili. Vredni, da jih ironiziramo in da jih nehamo imati resno. Pokazali so nam, da je čas, da jih nehamo imati resno. Jaz sem ti vse povedal že zdaj. Še bo možno, kaj. Ja. Ne, ker to je zelo pomembno, kar sem zdaj povedal, veste. Govorimo, lejte, o osebnih spoznavnih resničnostih. Ne damo se več manipulirati v to, kar je. Ker oni, veste, nas bojo lahko manipulirali, če nas bojo delili. Najbolj smešno je bilo, ko so nas začeli deliti cepljeni in necepljeni. In kako jim je to ratalo? Na kakem nivoju jim je to ratalo? Razumete? Ampak to je bilo načrtovano. Hočejo tudi spopad. Ne? Vse je načrtovano. Ne boste mislili, ta vojna v Ukrajini slučaj. Ne. Ampak, če sam povem, prosti. Tisti čas, ko je Rusija nedopustno vstopila v Ukrajino, je Amerika bombardirala druge države. Mislim, da kar 3. Ampak tisto ni bila novica. Novica je bila, zakaj? Zato, ker hočejo začeti v naših glavah igrati vojno. Da stopimo na eno stran zoper drugo. Manipulacija. Tako je bilo prej za to pandemijo, še manipulacij, tako je tudi tukaj manipulacija. Veliki Nobelovec Obama je v enem letu svoje vladavine bil vojno na nedopust način, mislim, da kar v 7 državah. Ne? Nobelovec za mir. Ja, res izjemno, izjemno. Ne? Kakšne papeke nam nastavljajo in dokdaj nas bojo še imeli za norce? Daj pa obljubim, da ne bom skočil besedo. Kar je skrajno nespodobno, ne?